V 4. sezoni podcasta iz Centra Ogol vas vabim ponovno, da nam pomagate pri delitvi, pri temu, da bodo tudi drugi spoznali naše oddaje. Še vedno ugotavljamo, da veliko ljudi, ki so ljubitelji nogometa, ne vedo, da obstajamo. Tako da, če želite biti naš sponzor, vas lepo prosim k deljenju. Na drugi strani pa vas tudi vabim, da si ogledate v opisu, imate tudi link, spletno stran Star Socks, kjer boste našli njihove produkte. Preko te oddaje lahko dobite tudi 10% popust, so pa to zagotovo najboljše nezdrsne nogavice, tako za rekreativen kot za profesionalen nogomet. Z njimi zabijate najboljše gole in podajate najboljše asistence. Gremo v oddajo. Moj v bistvu študent, Igor Fenko, z njim se poznava res že od študentskih časov. Igor je bil nogometaš, nogometni trener, vodja mladinskega pogona v Celju, v Velenju, mislim, da Šmartno, trenutno delujem, da sem se jaz prav zapomnil, zdaj si pa na Ptuju, ne? Na Dravi, ja. Se pravi, podeluje praktično pol Štajerske že, zdaj gre sam še više. In mislim, da ga večina bo poznala po temu, da je avtor podcasta iz Centra Ogol. In danes smo naredili z vsemi tremi gosti, torej predavatelji, ki jih večinoma poznate, pa enega bom še predstavil, ker ga on še niste videli. Torej naredili neke individualne sestanke, predvsem se pa bojo dotaknili tudi zdaj v živo na neke vrste okrogli mizi problematike regijskega nogometa. Torej, s čim se vse ukvarjamo trenerji, ki treniramo regijske ekipe. Igorja sem pozdravil, Robija pa Dejana poznate, tukaj je povsem desni winger, je pa danes Jani Sajko. Jan Ivan Sajko je inštruktor na nogometni zvezi Slovenije, tudi zaposlen. Videli ste ga, tisti, ki ste bili na izpopolnjevalnem seminarju z NTS septembra na Brdu, kjer je bil asistent predavatelja iz Dortmunda. Je pa se še posebej intenzivno ukvarjal z trenersko problematiko po regijah. Mislim, da je on trenutno najbolj seznanjen s tem, koliko trenerjev ima posamezna regija, s katero licenco, koliko jih ima plačana članarino, dejansko kaj se dogaja na terenu. Tale zamisel bomo videli, kako vratal. Jaz pa vem, da so vsi štirje dovolj na jeziku močni, da znajo malo skoga sprovoširati, tako da prosim, vključite se v debato. Igor, izvoli. Ja, zdaj si mi spet ukradel 5 minut, ne, pa boš pa rekel, zakaj si tak dolg, ne. Lepo zdrav vsem, nič hudega, bomo upoštevali, se pravi, neko časovnico, ki smo si jo zadali. Zdaj, glavna ideja sicer je bila problematika v nekih regijah ali pa v regijskih centrih in tako naprej, ampak smo skozi te naše diskusije, glede na to, da je trenerski seminar prišli malo do debate tudi, kakšen je naš fair play, ne. Tako da bomo poskušali skozi naš fair play malo potipati, kako v različnih strukturah gledamo, bo pa približno tako, ko imam jaz oddaje narejena, tako smo si tudi zamislili, se pravi, poskušamo diskutirati. Jan je glih mi rekel, ne, mi je spustil prele 2 bombice, ne, tako da mogoče bom tudi zdaj kako spustil, ne. Ampak gre se samo za to, da poskušamo sprožiti malo našo diskusijo, tako, kje bi lahko naredili kak korak naprej, tako da tisti, ki še niste pač gledali ali poslušali kakšne moje oddaje, ne. Predvsem je ideja, da je pomoč nam trenerjem,
na eni strani, na drugi strani je pa ideja, da predstavljamo tudi javnosti nogomet malce drugače, se pravi tisti, ki se upravičujem vsem novinarjem, ki ga ne poznajo dovolj ali pa ne vejo, kaj se dogaja na terenu, v garderobah in tako naprej. Oni samo vidijo tisto, kar je zunaj, mi vsi pa vemo, da ti zunaj je, ne vem, tekma 90 minut, ne. 90% dela se pa dogaja čisto nekje drugje, ne. In je proces, da je tam na tekmi, da se nekaj dober zgodi, zelo dolg včasih, pa zelo dinamičen. Ok, se pravi, jaz bi začel čistko, da bi mogoče, ki mi je najbližji tule, ne, Robi, bi rekel, Robi, kaj ti meniš, kako je naše sodelovanje med trenerji, ne govorim znotraj kluba, ampak znotraj, rečemo, neke regije, glede na to, da si imel prejle ravno predavanje, kako tudi sodelujejo klubi v tujini. Zdravo tudi v mojem imenu. Lahko bi rekel, da sodelovanje v bistvu, ja, v teh oblikah, kot mi to danes sedimo, se pravi, da smo na nekem seminarju, še to v bistvu, kdaj kakšnemu trenerju gre, se pravi, se naredi tega udeleži. Vsekakor to premalkrat. Zdaj, moglo bi se nekako v teh stvarih, meni je to zdaj super tvoje izhodišče, da tudi javnost sliši, kaj se dogaja, da niso res samo, da ni samo lepo reprezentanca, ki jo imamo, da ni lepo, kakorkoli izgleda prva liga, ampak predvsem dol tisti, ki se mi ukvarjamo, ki smo za tukaj, da s temi otroci, da začnemo na tem nivoju nekako spostaviti na pravo komunikacijo in tako lepo se izrazil fair play med vsemi temi nami, ki dnevno sodelujemo tukaj noter in v teh stvarih, to je mehen korakac danes, ki ga bomo začeli, pa mislim, da bomo lahko s tem nadaljevali. Tudi smo se pogovarjali, oziroma prej omenili, začeli smo kot trener našega društva z nekim turnirjem, pa so bile 2-3 ekipe, zdaj jih je že več. In se pravi, ko bomo mi to kolesje sprožili, bomo prišli do tega, da bo to kar nekako med nami postala neka kultura. Ne? In bo mora biti kdaj kakšnega, kot mi izobražujemo starše, ki je skupina staršev, recimo, ne vem, konec koncev potem nekaj stopnje v redu, 1, 2, 3 po svoje, ampak te se že umikajo. In mislim, da tudi trenerji počasi, ko bomo spoznali, ja, težko bojo trenerji, ki v bistvu tega fair playa ne spoštujejo v tem ferajnu. Bojo se počasi malo umikajo, pa mislim, da bojo tudi potem, če bojo želeli priti v to skupino, jaz bom imenoval zdrava skupina, bojo mogli tudi nekako svoje mišljenje mogoče spremeniti. Jani, kako ti glede na to, da si pač zaposlen na nogometni zvezi, pa inštruktor, se pravi, iz strani nogometne zveze gledaš to naše sodelovanje, glede na to, da se pol dotaknemo, rečemo, lahko tega novega projekta, tudi, ki zdaj že nekaj časa živi, pa bo ponovno razpis za novih 10 trenerskih mest, ne? Kako trenerji sprejemajo, rečemo, ideje, ki so na nogometni zvezi, nastanejo, rečemo, v nekih, vse moramo vedeti, to strokovnih timih v sodelovanju z ostalimi timi na zvezi nogometnih trenerjev. Kakšne imaš pole, rečemo, ti občutke, ko prihajaš na teren? Zdaj, tako bom rekel, občutke oziroma feedback iz terena je različen. Kot smo prej že govorila, trenerji, ki so prihajali čez nova usposabljanja, torej čez nov način usposabljanja, so vse te naše nove načine lažje sprejeli, adaptirali, prenesli v svoje delo. Trenerji, ki že nekaj časa delujejo v svojem delu, torej so že nekaj časa trenerji, imajo neke svoje sisteme, svoje zamisli, malo težje sprejemajo vse skupaj, ampak kot smo prej govorili, jaz najbolj pogrešam to komunikacijo znotraj trenerov, znotraj klubov, kjer bi si izmenjali izkušnje, kjer ne bi gledali drug na drugega kot na nekega sovražnika oziroma na nekoga, ki bi lahko vplival na njegovo delo, ampak na nekoga, ki lahko moje delo pripelje še na višji nivo, torej z nekim pogledom, z nekimi stvarmi, ki jih on vidi drugače kot jaz, mi da nek feedback, meni odpre neka nova vprašanja in mogoče mi ta vprašanja mene, klub in ostale trenerje dvigne na nek drugi nivo, katerega pa jaz mislim, imamo veliko prostora za napredek naprej in jaz mislim, da je prvi korak to, da začnemo mi skupaj sodelovati in gledati drug na drugega kot na sodelavce, tudi če ne delamo v istih klubih, ker delamo pa za isto stvar, torej delamo za to, da bomo razvijali igralce oziroma da bomo naredili produkt, naš produkt pa igralec, torej ne rezultat ekipe, ampak igralec, ki bo potem sposoben igrati na določenem nivoju, na katerem nivoju pa bo igral, pa je prvič povezano od tega,
kakšne ima predispozicije, drugo pa kaj bomo mi dali temu igralcu oziroma kakšen način bomo. Se pravi, ti vidiš problematiko že v samih klubih, ker trenerji malo med sabo tekmujejo, namesto da bi več sodelovali. Jaz mislim, da je to prva točka, katera bi se mogla odpreti med nami vsemi, torej da začnemo bolj odkrito komunicirati drug z drugim, da začnemo sprejemati drugačne poglede na nogomet, da začnemo o tem tudi razmišljati, da začnemo o tem debatirati in da začnemo o tem razmišljati in debatirati v smislu nekega napredka, torej ne nek napad na neko delo, ampak na to, da nekdo pa vidi nekaj drugače, ker vsak od nas ima svoj pogled na nogomet, ker če bi bil nogomet tako enostaven, da bi vsi imeli isti recept, potem ne bi bilo tega uspeha. Vsak ima svojo vizijo, vsak ima svojo filozofijo in jaz mislim, da to nas dela drugačne, to nas dela tako zanimive, treba pa je vseeno sodelovati, pa se dopolnjevati. Torej, veliko krat rečem na izobraževanjih oziroma na mentorskih obiskih, jaz se od vsakega trenerja nekaj naučim, ali je to na CNV, na B ali na A nivoju, od vsakega trenerja se nekaj naučim, ker vsak trener mi da nekaj, kar izpopolni moj mozaik in to bi bilo tudi potrebno, vsak trener gleda na to, torej z vsakim pogovorom z svojim kolegom lahko nekaj dobrega doprinese k mojemu delu. Zdaj, kaj pa bo dobrega, pa bo moja stvar, kaj bom jaz vzel, oziroma kaj bo pasalo v tisti moj koncept dela. Zdaj, se pravi, Dejan je vključen v ta projekt, se pravi, kjer NZS sofinancira trenerje. Ste vi imeli tudi, rečemo, na začetku težave, kako vzpostaviti, glede na to, da govorimo o nekem kurikulumu, ki bi ga ne imel, se pravi, vsak organiziran klub, in da se ve, kaj delamo pri U7, kaj delamo pri U9 in tako naprej. Ste vi imeli na začetku trenerji v klubu problem sprejemati, se pravi, da rečemo, ko nekdo pride pa reče, zdaj boš pa to delo. Ja, vsekakor je prišlo do nekaterih sprejem, tako kot je že Jani omenil, trenerji izhajajo iz izobraževanja, eni so se izobraževali ali pa licence polagali veliko prej, eni kasneje. Tako da ja, čisto trenerja do trenerja odvisen. Smo rabili nek čas, ne gre to tako zlahka, to so vsem, če ti treniraš na nek način 20 let, zdaj moraš pa to malo da ne čez noč spremeniti. Normalno, da se pojavijo neke težave, ampak ravno v tem je stvar, v tej komunikaciji, v sprejemanju teh novih stvari, da se ne držimo enih stvari, da pobiramo eno drugega, tisto, kar je dober, in s tem tudi v končni fazi eno drugega se učimo in napredujemo. Pa kako imaš ti občutek, rečemo zdaj, glede na to, da ste dobili nek program, ne? Se pravi, morate izpolnjevati ta e-trening, ki ga imamo vsi dostop do njega v registri, noter je tudi program, se pravi, kjer je napisano, ne vem, v 17. treningu bo udarec z nartom, v 35. bo pa igra 1-1, zdaj karikiram. Se pravi, koliko ste vi imeli, rečemo zdaj, pomisleka, ker to je pač glavn vedno naša diskusija, ne? Sprejeti, da smo mi v procesu, da bomo razvijali igralca, ne samo, da bomo iz sobote na soboto tekmovali, ker pač mi potem tudi trening v zaporedju določa, da moram nekaj učiti, ne pa da se pripravljam na samo tekmovanje. Ja, o tem smo v bistvu danes že zelo veliko govorili, ne. Zdaj, če se posvečamo samo razvoju, potem tukaj ni nobenega problema. Pri treniranju teh najmlajših se mi ne opredeljujemo ali pa ne pripravljamo posamezno tekmo, posamezen turnir, karkoli, ampak je ta razvojna pot malo daljša in tukaj v bistvu, da bi zdaj zaradi načina treniranja mi izgubljali, jaz sem prepričan, da sam pridobivamo ogromno s tem načinom treniranja, mi kot trenerji in normalno otroci kot nogometaši. Tako da v bistvu še enkrat osredotočati se na posamezne tekme, to zdaj že vsi dobro vemo, da pač na dolgi rok to ne bo prineslo nekih strašnih rezultatov. Ker to lahko se zdaj dopolni ta in druga, da vsem še enkrat poudarimo, ne, to načeloma ni, da se določi ta trening, dobiš in potem ga izvedeš, ampak ti dobiš samo kaj? Dobiš vsebino, katera je vodilo tistega treninga, katere vaje, kakšna sredstva boš pa ti uporabil, pa je čisto tebi prepuščeno. Imaš na razpolago, mislim, da imamo sedaj preko 500 vaj, katerih lahko izbiraš, lahko pa tudi vneseš svoje vaje oziroma svoje igralne oblike, če imaš katere si redno uporabljajo in so ti izkazale kot zelo primerne oziroma
ki so funkcionirali v preteklosti, si jih lahko enostavno vneseš v sam trening. Torej, nisi omejen na tisto, kar je v sami aplikaciji oziroma v e-treningu, ampak je tudi odprto, da se lahko vnašajo nove ideje ali pa stare, katere so že bile uporabljene. Če kaj ti misliš, kje bi zdaj, glede na to, da rečemo, imamo zdaj dosti različnih teh programov, se tebi zdi, rečemo, smiselno, da bi mi do neke starosti poenotili programe, ker bi potem za vse nas bilo lažje, a jaz prijem za tabo v klub, a prijem k Dejanu v klub, se pravi, pa nadomestim nekega trenerja, ker na koncu vsej, jaz delam v osnovni šoli, ne, pri nas je kurikulum zelo jasno zastavljen. Ne. Kaj misliš, da bi bilo smiselno, da bi se poskušali tudi mi, trenerji med sabo, glede na to, da načeloma imamo postavljen kurikulum, malo bolj držati tega, pa malo, se pravi, z nekimi mehanizmi malo nadzirati, kako to izvajamo? Je siguren, ker jaz bom povedal en lep primer. Recimo imamo, ne vem, 20 vaj, ne? In zdaj 20 vaj navaja na žogo. Jaz naredim vajo 1, 2, 3, pa imam potem še od 4 do 20 še veliko dela. Ne? In zdaj, ne vem, jaz grem iz kluba ven, pa pride Igor Fenko, pa spet začne 1, 2, 3. Pa mora biti on pride 4, 5, 6, pa potem naslednji dan. Pa mora biti on ne ve zdaj, kaj so mi naredili, ne? Pa spet on začne iz začetka. Bi bilo fino, da se vedno ve, kaj je nekdo že naredil, pa da potem iz tega naprej izhajamo. Ne, da zdaj recimo pri trenerjah ne znajo sprejemati, da imamo spet še enkrat vse z noga. Ne? V bistvu bi bilo fino, da se to res poenoti. Ne? Ker mi imamo zdaj pač dosti problemov tudi, kolikor jaz opažam pri najmlajših in zdaj prehajamo pa do najmlajših, da dosti prehajajo že iz kluba v klub. Ne. In tu pač je meni osnovna problem tega našega fair playa, ne, da mi dva sicer sedimo na kavi lepo skupaj, ne, hkrati v zadnji pa je že razmišljam, kako ti bom dva igralca odpeljal zaradi tega, ker sta mi všeč bila zadnjič na turnirju, ko sem jih videl, na U11, ne. A bi pa bilo sploh smiselno v bistvu peljati igralca prej, a bi morali mi že v osnovi nekaj narediti za to, da nam ukradli teh igralcev, ker bi bilo boljš verjetno, koliko je osnovna šola nastavljena. Prva šola, tam obiskuje moj otrok, ne morem ga peljati v drug kraj, tudi če mi je neka druga šola bolj všeč, da bi tudi na nek tak način se začeli trenerji med sabo pogovarjati in postaviti nek mejo, kdaj bi je pa smiselno, da prehaja potem v drug klub. Ja, komunikacija tukaj bo nujno potrebna, več komunikacije na tem področju, da bi pa zdaj vsebinsko prilagajali tem zadevam, da bi zaradi tega mi delali v strahu, da moramo ne vem karkoli mogoče prehitevati, zato da nam igralca ne bojo odpeljali, pa mislim, da spet se nekako vrtimo v začaranem krogu. Jaz pravim, da ta novačenje, te prestopi v prvi vrsti so v domeni nas trenerjev. Tukaj je od nas odvisen, na kakšen način se bomo lotili zadeve in ko bomo enkrat skupaj postavili en cilj. V končni fazi mi imamo zelo enostaven skupen cilj. Zelo enostaven skupen cilj vseh nas trenerjev je slovenska nogometna reprezentanca. Če bomo iz tega izhajali, potem bodo tudi druge stvari lažje potekale. Kopičiti neko število igralcev za ceno tega, da nek drug klub nima ekipe, jaz tukaj ne vidim, se pravi, nobene pozitivne stvari, ki bi se lahko zgodila, bodi si otrokom, bodi si klubom ali pa nam trenerjem. Kaj, Jani, ti si, mislim, na zvezi se je naredila raziskava, ne ima si jo konkretno ti, se pravi, koliko igralcev in iz katerih klubov igra našo prvo ligo ali pa za reprezentanco, ne? Do kakih podatkov mi sploh pridemo? Ja, to je bila kategorizacija, ki je bila narejena, preden se je vpeljal ta novi program sofinanciranja trenerjev mlajših kategorij, kjer nas je zanimalo, odkot prihajajo igralci, ki igrajo v prvi slovenski mladinski in kadetski ligi in odkot, iz katerih klubov so izhajali igralci oziroma izhajajo igralci, ki igrajo za slovenske reprezentance. In največje število igralcev oziroma procentualno največje igralcev je prišlo iz teh srednjih klubov, torej razdelili smo v 3 nivoje, vsak nivo smo še razdelili na 2 nivoja. In največje igralcev je prišlo iz tega srednjega oziroma spodnjega srednjega nivoja in zgornjega zadnjega nivoja. Torej to so manjši klubi, ki imajo bodisi manj ekip, torej nimajo celotne nogometne piramide ali pa imajo celotno nogometno piramido, pa ne igrajo na NZS nivoju. Torej ti klubi so navdušili te igralce, ti klubi so našli te igralce, ti so jim dali te prve informacije, torej to ste bili vi vsi trenerji, ki ste delali z njimi
Torej, če ne bi bilo teh klubov, ti igralci potem kasneje tudi ne bi šli v višji rang tekmovanja oziroma višji rang treniranja, da bi kasneje postali tudi reprezentanti. In ravno zaradi teh podatkov, ki so nas pokazali, to je 30%, pa 30%, 60% teh fantov je izhajalo iz tega nivoja, smo rekli, ok, ta nivo je ključen za slovenski nogomet, torej ta nivo najbolj animira in najbolj vpliva na slovenski nogomet. Torej tukaj treba poskrbeti, da bo se nivo treninga oziroma nivo dela dvignil še na višji nivo. Že zdaj se dela dobro, zakaj ne bi bilo še boljše? Zato smo se tudi osredotočili, da se ti programi izvajajo ravno na tem nivoju, da poskušamo vplivati tukaj na trenerje, da poskušamo klubom pokazati, da je trener tisti, kateri dela ta produkt, torej igralca, in da je treba na trenerja videti kot na neko investicijo za prihodnost, ne pa samo kot današnji strošek. Se pravi, ne da se nadzoruje trenerja, ampak da je trenerju, da ste support, na drugi strani pa da se izobražuje tiste, ki vodijo kluba, da bojo razumeli, zakaj je treba vlagati v trenerja. Tako, ker posredno iz tega programa vsi klubi dobijo potem podatek, ne vem, da lahko ti poveš, verjetno se je vpis otrok povečal, samo okolje je verjetno spoznalo, da se dobro dela, da se je nivo dela dvignil, vsaj iz mojega primera, tam, kjer jaz sodelujem, se je v septembru pa avgustu dvignil vpis otrok, prej smo se pogovarjali, 80 novih vpisov je bilo v 2 mesecih, torej za en tak srednji klub je to veliko, torej okolje je prepoznalo, da se je začelo delati drugače, da se je začelo delati dobro, sistematično in posledično temu so prihajali otroci, zdaj pa samo potrebno je delati še dalje strokovno in nadaljevati s tem delom. Jaz sem malo dodal, ko sem se zdaj spomnil na Dejana, ko so bila na enem turnirju skupaj, se pravi na enem turnirju, ki največ slovenskih ekip nastopa v tuji državi, pa so se zvečer dobila, vsak po svoje žalosten je bil, ne. Pač spila sva, mislim, da je bil sok Dejan. Vsak po svoje bil žalosten, zdaj on prav, jaz ne vem več, kaj ne z njimi naredim. Jaz tudi nisem bil prvak, ne, koliko se morbiti pričakuje. Ampak sem pa videl pri Dejanu 2 igralca. Ne. Mislim, da je napadalec, pa en obranilec. In zdaj kaj? Jaz lahko njemu zdaj ta, da poberem, pa bo morbiti drugo leto, jaz prišel morbiti v polfinale. Ampak jaz vem, da on dobro dela in meni je v bistvu tiskaj Dejan omenil, slovenska reprezentanca, in on bo lažje ta fant, mogoče še pri njemu prišel na površje. Zakaj? Zato, ker fant mora se več truditi. Moje mišljenje je to, da je igralci, ki s tem, ki sam zmaguje, samo tepta, on na nek način ne napreduje. Ponedeljek pride na trening, vse sem zmagal turnir, kaj bom jaz zdaj treniral. Ne? In ja, da je boljš, da trpiš, da delaš. Mi da sem se prej pogovarjala o enih fantih, ki so prihajali iz Bele krajine, se pravi iz tistega konca, menil si Kramariča, Bakovca, ne smem pozabiti tudi na Ileniča, Kurtiča, se pravi iz ene majhne sredine, pa kam so prelezali. Se pravi iz enega majhnega okolja, vem, da so skozi jokali, po vsake tekmi so jokali, ki so prišli, ne vem, na ljubljanski konc, pa so dobili po nosu. Tako da jaz se strinjam, mislim, 100% se strinjam, bote pri Dejanu, ker vem, pod kakšnim nadzorom ste ali v tvojem klubu in da bo to stvar funkcionirala. Ko bo pa čas, pa bo morbiti midva sama ocenila, ne, da ta fant pa več je v klubu dal svoje, da mu klub ali pa on, da so mu klubu dali svoje, da mogoče več ne more napredovati, da nima več tega ranga, potem bo pa on mene poklical, zagotovo me bo poklical. In če bi to tako bilo, jaz mislim, da smo neke stvari fajn obrnili. Ker mene najbolj skrbi to, da pač v tem času, kar sem trener, da sem videl, da se je kar neki ekip pa pol že na pol klub ugasnil, zaradi tega, ker je, ne vem, više reagiran klub tekmovalno pobral 3-4 igralcev na enem prestopnem roku in je potem pač bilo, se pravi, tista ekipa, od katere so šli, je bilo premalo igralcev, da bi nastopali in so izstopili iz lige. Ne. Se pravi, tudi zdaj v tem prestopnem roku zna biti tu kar težava, ne, če se bo, ne vem, vse vemo, ena ekipa nekoliko slabše tekmuje, malo so starši nezadovoljni, jaz pokličem od Janja ekipo, vse vidite, da ste slabi, tu boste pa napredovali, ne. Kje bi mi vzpostavili nek pravilnik, ali mi potrebujemo sploh pravilnik, zato to so zdaj te bombice, ne, Janje? A rabimo mi ta pravilnik, ne, zato da mi ne bomo ugašali tistih sredin, iz katere bomo še vedno lahko dobivali igralce. Ker jaz konkretno pač izhajam tu iz celjskega konca, živim v Vojniku, ne, vem, da 5-6 let nazaj, ne, je bilo ravno tako, da so se pobrali 3 igralci iz ene selekcije, ampak posledično sta se ugasnile 2. V naslednjih, mislim, da je rabil klub 5 do 6 let. Se pravi, klub, ki lahko konkretno rečem, iz katerega je Benjamin Verbič ven zlezel, ne,
se pravi, je začel igrati in je prvih 3-4 leta tam igral, ne, je imel takoj deficit v zadnji, pa je nekaj zaledja otrok, ki bi mogoče trenirali, če bi imeli mi selekcije. Ne. Kje vidite rešitev? Ja, ne vidiš ti kako rešitev? Jaz mislim, da prva rešitev je to, kar smo načeli, torej fair play med nami vsemi, torej komunikacija, odprta komunikacija, biti pošteni, predvsem pa prepoznati in vprašati trenerja, ker trener, ki dela z določenimi igralci, pozna tudi njihovo osebnost. In niso vsi igralci sposobni menjati sredino in tudi sposobni tam nadaljevati, kot si ti povedal prej, Robi, mogoče se tam ne bi več nadgrajevali, mogoče tam ne bi prišli do tega limita, ki pa bi lahko tu izživel svoje nogometne sanje, tam pa ne, zato ker bi bil limitiran, ali bodi si od tega, ker je malo bolj introvertiran, da se ne vključi v sredino, ali bi bilo, kot si rekel, bi samo zmagoval, ne bi sam sebe več potiskal naprej. In jaz mislim, da prva stvar je to, da mi začnemo malo bolj gledati v smeri tega, da razvijamo igralce, da smo mi za to, da smo support tistim 10-20 trenerjem, ki pa tekmujejo v prvi pa drugi ligi. Torej mi moramo te igralce razviti, da bojo lahko oni tam tekmovali, ne da že mi tekmujemo med sabo, da smo mi pri 11-13 tekmeci med sabo in da gledamo, da bomo zmagovali lige. Ne, našo poslanstvo je, in če smo se odločili, da bomo to delali, da bomo razvijali igralce in dali najboljšo verzijo sebe njim, torej da bomo mi njih naučili stvari, ki bojo pa pomembne takrat, ko pa bojo mogli tekmovati in da bojo tisti trenerji, ki so za to tam, da ustvarjajo rezultat, lahko svoje misli, svoje usmeritve njim dali in da bo lahko oni to vzeli in na igrišču pol tudi poskušali temu slediti. Pravilnik napisati, ja, ne, vemo, da marsikateri pravilnik imamo napisan tudi za licenciranje, tudi pravilnik po društvih in ZNTS-ju, pa še vedno se dogajajo kršitve. Mislim, da sam pravilnik ne bo rešil stvari, jaz mislim, da edino mi lahko rešimo stvarmi, ko bomo začeli malo drugače gledati drug na drugega, pa tudi malo drugače gledati na nogomet v določenih starostnih kategorijah. Dejan, ti misliš, da bi tudi rešili lahko s tem, da bi, tako kot smo se prej mogoče mi v zadnji pogovarjala, ne, da se ve Zarica, naslednji klub ti je Triglav Kranj, ampak takrat, ko ti rečeš, da je to primerno in to vejo in igralci in starši tvojega kluba. Se pravi, da bi tudi že s tem lahko rešili ene stvari, kar pa spet pomeni, ne, se pravi, moraš se klub dogovoriti s klubi in da se ve, katera je rdeča nit, ker to si tudi ti imel pač to predavanje. Ne. Ja, definitivno mora biti postavljen vsem jasno, kater klub je glaven v regiji. Iz tega moramo izhajati. Zdaj, ni nobenega problema, si ti trener v Zarici, a si trener v Šenčurju, Triglavu. Na Gorenjskem je Triglav glaven klub, vedno bo in tako mora ostati. Tukaj pač moramo zdaj na Gorenjskem to zgodbo počasi zaključiti. Tukaj se stalno nekaj išče. Ne vidim pa, recimo mi zdaj govorimo samo o problemu, da je trener tist, ki kliče igralce problematičen. Ampak če smo čisto pošteni, tudi mi zdaj govorimo, da bomo pa mi trenerji ocenili, da je, ne vem, zdaj moj otrok, najstnik, kakorkoli, dovolj zrel, da bom jaz poklical v klub, ki je višje. Tudi teh zgodb sem zelo malo slišal. Lepo se slišijo, ampak da smo glih tudi trenerji z druge strani toliko pošteni, pa pokličemo, pa rečemo, tukaj imam pa otroka, najstnika, mladostnika, ki je realno prerasel to našo sredino, dajte ga vzeti, kakorkoli, a ne, tudi v obratni smeri se ne dogaja. In kakorkoli je zadeva kritična, jaz tudi ne bi, kot Jani rekel, z nekimi pravili to omejeval, ker če konec koncev nekaj hočemo, bomo najdeli neko luknjo, bomo šli spet v neke kršitve, kakorkoli. Vzpostaviti je treba nek zaupanje, vedeti se more, kdo je v končni fazi glavni, to ne pomeni, kot smo videli, evo, danes smo dobili dokaz, Jan je povedal po nekih analizah, kakorkoli raziskavah, v bistvu mi imamo v svojih rokah potencialne reprezentante, ki se razvijajo in v Zarici, in v Šenčurju, in v Britofu, in na Savi, in kjerkoli. Se pravi, mi nismo zdaj tukaj v nekmu zaostanku, pač pa da bi mi zdaj tekmovali med sabo. Mi preveč enostavno tekmujemo med sabo in posledica tega so tudi te zadeve, ki se danes s temi prestopi dogajajo. Zdaj, kako spostaviti zaupanje, to pa težko reče. Mogoče tudi na tak način, da še tebe malo v ogenj vržem, ne, da takrat, ko rečemo, kot ti deluješ v Domžalah, se pravi, te doskrat starši tudi pripeljejo otroka. Ne. Se pravi, a bi bilo pol tudi smiselno, da takrat, ko starš pripelje otroka, da se pravi, klub pokliče, se pravi, iz katerega kluba ste pa vi, bom jaz Dejana poklical, pa bomo potem
bi bila smiselna tudi ta komunikacija. Ne? No, jaz moram najprej ene stvari malo povedati tudi na glas. Tudi sam, jaz sem tukaj zdaj 4. sezono, po nekem naključju sem prišel, ker sem mislil že res, tu nisem še nikoli omenil, končati z nogometom. V bistvu sem že nekaj stvari dosti, pa se nikoli ne grem se več, ampak ja, na mete sem malo trmoglav. V glavnem, vedno sem poslušal zgodbe, Domžale vse poberajo. Ne. Zdaj, v tem dobi, ki se ga tukaj preživel, bom rekel, to sploh dejansko ni res. Večinoma se dogaja tako, kot si ti zdaj omenil, razen potem pri 14, 15 se pa naredi, bom rekel, en tak lepo refresh ekipe, če je potrebno. Ne. O agentih tukaj ne bomo govorili. Ja, tukaj o agentih bomo tukaj govorili. Ampak so del našega rituala. To je spet, ne vem, jaz se ne znam predstavljati, kako z njimi, ampak to so prvi ljudje, ki se s tem ukvarjajo. V glavnem, nekje 90% otrok, ki pride na podlagi tega, da starš pokliče. Starš pokliče v klub vodjo ali trenerja, ki ga pozna. Ne? In to je tako, zdaj, jaz sem že velikokrat vprašal otroka, zakaj si je prišel. Ne? In on podobno zgodbo reče, ker sem mi pregovorila. Ja, zato, ker ste vi bili zadnjič uspešni, ker ste dobili pokal. Namesto, da bi, ja, ali to slišal od starša, ali to on, v glavnem napačno predstavljam. Zdaj, on bi rad samo zmagoval. Ja, in v Domžalah imamo te stvari, bom rekel, no, zdaj pa primer naprej. Temu otroku bi zdaj normalno ga vzamemo na trening, teden, 2, lahko tudi 3, ker kakšen otrok po kakšnem tednu so še prestrašeni, gleda, pa zna, ne zna da vse od sebe. Se pravi, to je zdaj prišel. S tem, da velikokrat rečem jaz sam, a se je klub obvestil. Zdaj, če to ključ obveščen, ok, ne? Če ne pa potem sami pokličemo. In zdaj ta fant je v tekem procesu, zdaj vkolikor bi prišel noter v ekipo, klubca. Kontra, ima pa mi možnost in ga usmerimo v ta drugi klub, s katerim sodelujemo, je pa Dob. Ne? Zdaj pa moramo tudi vedeti, da oba dva kluba sta številčno polna. To je 20 plus, ne? Tako da zdaj jaz mu predlagam, da se vrne nazaj oziroma da izbere klub, v katerem on stanuje. Se mi je pa letos zgodila neka situacija, vedno govorimo, kako lahko otroci, da morajo začeti kmalu igrati 7-8 let stari, ne vem, ne, da zamujajo, če ne. Je prišel fant, ki v bistvu nogomet igral samo na ulici, preko svojega prijatelja, lahko probam, je kaj pa s ti igral, kaj ne, nisem samo sem treniral atletko. In tega fanta sem po 2 tednih videl, da to lahko pa z njega nekaj naredimo. Se pravi, lahko nekaj bo, se pravi, ima že neke tiste predispozicije gibanja, tudi naučili ga bomo stvari, tehnične stvari in tako da ja. So primeri do primerov, ki se razlikujejo. Je pa res dejansko 20% teh otrok prije na ta način v klub. Ampak misliš, da bi bilo prav, da takrat rečemo ti pokličeš v drug klub, pa da jih obvestiš, da nekdo se ponuja okrog? Ja, obvezno. Jaz tako naredim, ne? Jaz tako naredim. Zdaj, ja, je pa sigurno zdaj mora biti pa to ne samo zdaj od trenerja, odvisno, to mora biti sistem tako narejen. Ta je prišel zdaj, kaj naredimo z njim. Ja, zato zdaj se pač pogovarjamo, kje bi lahko mogoče mi stvari v našem odnosu fair playu, ker govorimo ves čas. Starši je treba naučiti fair play, da znajo navijati, otroke je treba naučiti fair playa, da ne bojo preklinjali, pa da ne bojo žali, pa spoštovali igre, ampak mi v zadnji nekje pač imamo neka svoja pravila, ki smo si jih prilagodili. In tu rečemo, ko smo midva pripravljala oddajo, sem jaz tebi tudi rekel, čuj, trenerjev nam primanjkuje, pa je bil tvoj odgovor, da ne. In da imamo pač, ker imamo težave, da v klubih delujejo trenerji z neprimerno izobrazbo, da vodijo tekme trenerji, ki nimajo primerne licence in da je kar dosti trenerjev, ki jih jaz poznam, žal, mislim, ki niso trenerji, ampak so nekdo, ki vodi trening, pa nima nobene izobrazbe. Kak je s trenerji v Sloveniji? To drži. Ja. Nas je zanimalo predvsem, koliko imamo trenerjev v Sloveniji. V Sloveniji imamo 3000 trenerjev, zdaj karikiram številkami, da nemam točnih številk. 3000 trenerjev imamo registriranih, od tega ima 1800 trenerjev v decembru imelo plačano članarino. 1300 trenerjev je imelo plačano oziroma dvignjeno licenco. To pomeni, da nekje je 500 trenerjev, ki so aktivni, ki so plačali svojo članarino, ampak niso vzeli licence, torej ne sodelujejo nikjer. In nas je zanimalo, kaj je vzrok tega. Torej, kje je tistih 500 trenerjev, zakaj več ne sodelujejo. Potem smo naredili eno anketo med tistimi trenerji, teh 488 smo dobili 120 odgovorov, torej se jih je nekaj odzvalo na anketo in 30% vseh trenerov je odgovorilo, da je glavni vzrok njihovega nesodelovanja v klubu oziroma na splošno v nogometu plačilo, torej slabo plačilo. 30%
so dali kot razlog, da vzame preveč časa, kar je zopet povezano z plačilom, torej preveč časa za tisto plačilo, 20% pa slaba izkušnja iz preteklosti. Tukaj lahko vzamemo slaba izkušnja z klubom, ali da klub ni spoštoval nekih dogovorov, ali da so imeli težave z starši, ali pa enostavno z samimi igralci oziroma z otroci, ker vemo, da Pa neredno plačilo, pa tako, ne? Neredno plačilo, nespoštovanje dogovorov, tudi nespoštovanje nekih pogojev dela, zelo mali procent je bil, ne vem, zdravstvene težave in tako naprej. Torej, glavni problema sta dva, torej slabo plačilo pa čas. Torej, če to vse skupaj povežemo, večina trenerov, oziroma jaz mislim, da kar vsi za svoje delo je preslabo cenjenih v klubih in zato sploh po času, po koronskem času, kjer so nekateri ugotovili, da je tisti čas, ki so ga imeli takrat, ki so ga lahko preživeli, a bodi si za službo, bolj za družino, da je več vreden, kot pa to, kar dobijo v klubu. Ostanejo tisti, ki se na novo vključujejo v izobraževanje, postanejo trenerji, delajo leto, dve, vidijo, kako vse skupaj poteka, dobijo malo bovice skupaj, tista začetna motivacija malo upade in potem tudi tisti stopijo za to. Ampak trenerov imamo dovolj, torej statistično gledano jih imamo dovolj. Recimo tu na Gorenjskem, če pogledamo, imamo 136 ekip na MNZ nivoju, 140 licenc in 188 plačanih članarin. V registri pa aktivnih trenerov 280. Torej 50 trenerov je za plačane članarine, pa nimajo licence, še več kot 100 pa jih je nekje, ki sploh niso članarine plačali. Torej, če gledamo bazo trenerjev, ti trenerji so, ampak ti niso aktivni, bodi si zaradi tega, ker so slabo cenjeni ali pa so našli kakšen drugi način sodelovanja v kakem drugem športu ali pa kaj. Nekaj smo se pogovarjali, ne? Se pravi, zakonodaja je zelo jasna. Se pravi, če nimaš vsaj UEFA, C in nisi pač zabeležen noter na ministrstvo, ne, ti praktično ne moreš izvajati programa na igrišču. Se pravi, jaz ne morem učiti v šoli, če nimam, vemo, koliko vseh papirja je potrebno, ne, Aleš? Kaj zdaj to pomeni? Se pravi, da bomo mi vsem, ker to imam zdaj jaz tudi moralno pač dilemo, ne, jaz grem igrišča, kjer jaz vidim, da nekdo izvaja trenažni proces, pa nima nobene primerne usposobljenosti. Vemo, da kazni in za posameznika in za klub so zelo veliki. Dejan, kaj bomo naredili? Bomo zdaj pa morali tega prvo opozoriti ali prijaviti, ali kaj bomo naredili za to, da, kaj ti meniš, za to, da bi mi te, ki so pa naredili, se pravi, ki se držijo pravil, pa imajo, ampak mogoče za kak evro več so pripravljeni delati, ne? Ker so tudi svoj evro vložili, tako kot tule vsi slušatelji, ne? Zato, da so pridobili pač primerno izobrazbo, ne? Kaj bomo zdaj? A bomo mi igrali v fair playu, pa jih prijavili ali ne prijavili, zato da bomo tisti delali, ki smo usposobljeni za to. Zdaj prvo, ne, tudi Jani že ima omenil, mi tako sicer ne radi govorimo, ampak pač dejstvo je, da je naše delo oziroma trenersko delo podcenjeno. Vsi trenerji, ki so tukaj, si sigurno zaslužijo honorar krat dva. Zdaj kako, na kakšen način? Okay, žal nimamo kle zdaj kakšnega kovčka, pa da bi potalali vsem jim, ampak tukaj se začne, enostavno zgubljajo trenerji neko energijo, neko motivacijo, verjetno s časoma. Tako da dokler mi imamo v stanju, bodi si družba, država, kakorkoli, profesionalizirati več trenerjev v najmlajših selekcijah, se bomo stalno nekje zatikali. Že prej smo imeli nek predavanje tudi na MNZ nivoju, kaj je način ali pa rešitev za to, da ni vsi pa igralcev ali pa karkoli kasneje, ampak v prvi vrsti profesionalizirati trenerje, ker danes se klubi, ker pač imajo sredstva, ki jih imajo, enostavno trenerju naložijo preveč dela. Danes trener vodi 2-3 ekipe in če bi klub vprašal... Jaz bi te tu prekinul, ne oprosti. Mene res zanima, ali je naša dolžnost, da opozorimo, se pravi, pristojne organe, da nekdo izvaja, ki ni usposobljen za to, ker na koncu, ne vem, če se karikiramo, ne vem, s kom sem se od vas zdaj že pogovarjal, ne, tudi frizerjo ne moreš iti komorkoli, ne, to smo se z Janijem pogovarjali, ne. Robi ima tako frizuro, kad je bil pri Mesarju, ne. Dobar, jaz se tudi sam friziral, ne, ampak okej, ne rabiš še veliko več, ampak če gledamo pa iz drugega vidika, ne, pa tudi klub mora poskrbeti, da ima, se pravi, tiste, ki lahko izvajajo.
Točno to zdaj spovedal odgovor. Jaz sem hotel reči, klub je tist, ki se ne bi smel posluževati. Vsi v klubu pač vejo, koliko so usposobljeni trenerji, pa če slučajen, kdo ni usposobljen. Ampak mi zdaj govorimo, se pravi, mi smo tu vsi stanovski kolegi. Ja, tako. Jaz pač moje izkušnje, ko smo prej frizerje omenili, ne, če kdo, vemo, da to je Jan in prej rekel isto, ne, če kdo frizira v garaži, ga bojo zelo hitro 3 prijavili. Ne. Ja. Mi gremo pa mimo igrišča, pa še komu tako ne rečemo, svaka ti čas, da delaš. Ne. Ampak dela pa za neprimerno, da se pravi izobrazbo, vemo pa, potem imamo pa še drug problem, ne, da imamo pa še tiste, ki sedijo na klopeh, vodijo ekipe, ki imajo pa neprimerne licence. Ne. Ja. Zdaj, če pričakuješ, da bom jaz do odgovor v stilu, da bomo mi trenerji tisti, ki bomo, jaz sigurno ne bom, tudi če vem, recimo ne bom špecov, zato so neke komisije, zato so ljudje, ki za to skrbijo in mogoče ta nadzor bi se mogel vršiti majhen bolj striktno. Se pravi, lahko bi pa mi poklicali komisijo, moramo ugotoviti, katera je komisija. To pa ja. Ni problem, ampak koliko trenerjev pa mislite, da trenira brez licence? Jaz mislim, da jih je zelo malo, ker se nikamor ne moreš tekme voditi, ne moreš nič. Vse imamo registrske tožilce tukaj, pa lahko pa se ukvarjate kot njegov posel, da tako dela, pa še tam mora imeti neko. Jaz mislim, da to ni problem. Tisti, ki je ni 50, ni v nogometu več. Jaz bom tu sam rekel, 3 leta nazaj smo gledali, da je v prvi ligi vodil prvo ligo nekdo, ki ni imel primerno izobrazbo, ne, pa so ga vsi najavljali kot trenerja, ampak on ni imel primerne izobrazbe in ne bi smel tega voditi. Ali lahko grem jaz na kirurški poseg, ne vem zdaj, nekomu, ki ni usposobljen za to. Dejstvo je, da treba, da se postavlja pravilnike, kdo lahko sedi na klopi, da je lahko navodila. Dokler bojo taka navodila, bo to tako. Ti pa ne moreš iti v en klub nekam, ker si pač nisi leten iz strani Slovenije za šport, da bi lahko rekel, ti pa nimaš ustrezne izobrazbe in ne smeš voditi vadbe, ker verjeten nimaš pristojnosti še zdaj. Govorimo zdaj samo o tem, to je bil točno ta namen, zakaj to, da se začnemo pogovarjati. Ne? Ampak mene osebno, zdaj če govorim jaz, mene osebno moti, da nekdo vodi na sosednji klopi tekmo, ki nima primerne trenerske usposobljenosti, zraven pa sedi kolega, ki pa ima primerno licenco za to, da se tekma lahko izpele. Mi smo to probali z našega društva, ne moremo zagati, smo prišli, kaj smo dobili. Zato pa se mi zdaj pogovarjamo med sabo. Se pravi tudi, ker če se jaz ne bom njemu usedel na klop, ker nima primerne usposobljenosti, jaz jo pa imam kot primer, ne, potem je moj nefair. Jaz nisem v fair playu. Se pravi, ne more on voditi, ne more jaz za njega usesti. Ja, ampak NZS bo samo izdal disciplinski zapisnik v denarni kazni. Se pravi, a lahko mi znotraj organizacije diskutiramo pa poskušamo nekaj narediti. Za NTS mora to priti do NZS-ja zgodba, da lahko pride od tega, kar želimo doseči. Super. Ok. Si še ti hotel kaj povedati? Ker Aleš mi že na uro kaže. Bom rekel, zdaj, ker sem v drugi regiji, bom pohvalil svoje društvo, ker je te stvari dobro kontrolira, mislim kontrolira, se v bistvu ni kontrola, ampak ja, in je tudi naredil se je nek red, ne, ker jaz večkrat vidim ravno to, ker ne vem, da je omenil, ne vem, klub napiše na svoji 5. strani, ne vem, Joža zmagal tekmo, koliko je on dober trener, a vemo, da je v bistvu bil Tone tam, ne. In sami se nekako izdajo, vidim tudi recimo, ko hodijo ekipe in zdi nekdo drug, pa ga poznaš in ker DNT Ljubljana, ne vem, če sem daj videl v vseh teh letih od Radomelj naprej, da je prišel en pogledati na tekmo, pa se predstavil, da ima pogleda kartončke. Ok. Jaz bi se vam trem zahvalil, vam tudi, pa se upravičujem še enkrat, ker je šlo naprej, ne, časovno, tako da kriv je predsednik, ne, to, da ne bo pomote, ker je slabo čas razporedil. V glavnem želim vam veliko dobrega v novi sezoni, da se čim več pogovarjamo, da tudi odpiramo mogoče
kakšne pereče teme, pa da poskušamo skupaj čim boljši fuzbal igrati. Hvala lepa. Igor.